Pozdravljeni! Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Ob koncu leta je predsednik državnega zbora Pavle Gantar ocenil, da je bilo delo poslancev izjemno intenzivno. Najnižjo točko njihovega odločanja, kot pravi, predstavlja obstrukcija poslancev SDS ob ratifikaciji vstopa Hrvaške v zveze NATO. Skrbijo pa ga tudi javnomnenjske raziskave, ki kažejo na slab ugled parlamenta. Pa poglejmo. To ni dobro. To ni dobro zato, ker je parlament pač tista simbolna točka v državi, skozi katerega se manifestira privrženost demokraciji. Gantar je ob tej priložnosti povedal tudi nekaj misli o svobodi govora in Kardelju. Včasih sem se pošalil, da včasih vidim te kritike slovenskega parlamentarizma in političnega pluralizma strank, sem se pošalil, da bi se mogoče Kardelj od veselja obračal v grobu, ker včasih slišimo prav te iste besede danes, kot tiste, ki jih je pred 30-25 leti izrekel Kardelj, ko je kritiziral strankarsko in politično pluralizem. Posebej pa se je predsednik državnega zbora ustavil ob resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmu. Prepričan je, da te razprave Levica ni uspela izkoristiti. Te obravnave niso uspeli izkoristiti za to, da bi odprli neko odkrito razpravo o totalitarizmu, tako preteklem kot totalitarnih in avtoritarnih tendencah danes. Da so na nek način, ker smo izravni, na nek način stopili v neko defenzivno vlogo, čim manj obravnavati, čim manj spraviti dol in tako naprej, namesto da bi prav levičarji, pa če hočete liberalci, vzeli totalitarizem kot eminentno temo, v kateri prav oni lahko razpravljajo. In na nek način se zdaj drži desnice, da so borci proti totalitarizmu. Ljubljana se je na morebiten izbruh pandemije prašičje gripe pripravila z začasno preureditvijo stare pediatrične klinike. V nekdanji bolnišnici so uredili 64 postelj za težke bolnike. Prvi val nove gripe naj bi bil sicer že mimo, a strokovnjaki opozarjajo, da na začetek prihodnjega leta čakajo nove množične okužbe. V Sloveniji je za novo gripo zbolelo okoli 2000 ljudi, umrlo pa jih je 13. V objekt stari pediatriji smo investirali približno 150 000 evrov. S tem smo dobili v slučaju, da pride do kriznih razmer pandemije, 64 postelj. V Vinskem vrhu pri Ormožu je 47-letni Jože Tomažič v petek s strelnim orožjem in drugimi predmeti umoril svojo zunajzakonsko partnerico, 41-letno Stanko Pokrivač, in njeno 76-letno mamo Frančiško. O zločinu smo se pogovarjali z očetom domnevnega storilca ter sosedama Terezijo Plohelj in Terezijo Cilgarič. Vsakega soseda pitate, gospod. Gospod pa... Vsakega soseda pitate. Pa da vedi, kaj nemogoče, kaj je to se zgodilo. Za mene je bil dober, kako sem ga jaz poznala. Deloven, priden. Te pa snoče, tema že bilo, avto pride, sem mislil, ko on je prišel, Sem rekel, Jožek, kaj si ti prišel, vse pa vnuk je mislil, da sem prišel gledati, A tak nekaj novicom, pa di šel dol, Odide. Za pol vira mi reče, kaj je naredil. Sem rekel, Jožek, vsi smo te pravili, toga, zakaj? A tak jaz se ne mogo videti, včeraj je šel za njo vohtat, kaj dela, Pa je tam v že nekaj pre banke bil, mariborski. In videl, kak ste se poljubila, v avto šla in on je šel za joj. Tega nismo pričakovali, da se lahko nekaj takega zgodi, Mi smo ga poznali kot dobrega človeka, delovnega, pridnega, ni bil pijanec. Tudi nam je cesto gor naredil, zdaj je tako zima, gleda, zdaj bi on že tu vse dol potegnil, obsvoja. O kopenhagenskem dogovoru komentar dneva Nina Štros. Dogovor sklenjen v Kopenhagnu lahko strnemo v nekaj besed.
Ni pošten, ni ambiciozen in ni pravno zavezujoč. Svetovni voditelji svojega dela še niso opravili. V tem letu so številne države v razvoju pokazale pripravljenost sprejeti svoj delež bremena za preprečitev podnebnega kaosa. Vendar je na koncu krivdo za neuspeh treba pripisati bogatim industrijsko razvitim državam, ki nosijo največjo zgodovinsko odgovornost za trenutno situacijo. Združene države Amerike so še posebej razočarale, saj niso pokazale pravega vodenja in so pogajanja kvečje upočasnile. Kopenhagenski dogovor nekateri označujejo kot korak naprej. To vsekakor ni. V bistvu sploh ni bil uradno potrjen strani konference pogodbenic, nasprotovalo mu je približno 10 držav. Ne vsebuje močnih ukrepov za zmanjšanje emisij v razvitih državah, kakor tudi ne zagotavlja, da bodo razvite države resnično namenile zadostna finančna sredstva za podnebno ukrepanje v državah v razvoju. Gre za veliko koncesijo podeljeno industrijam, ki najbolj onesnažujejo naše podnebje, še posebej sektorju fosilnih goriv, ki mu je močno lobiranje za spodkopanje sporazuma zagotovilo ponovno licenco za nadaljevanje z onesnaževanjem. Toda delo še ni končano. Ljudje celega sveta so pred pričetkom vrha zahtevali dejanski sporazum in še vedno ga zahtevajo. Civilna družba, ki v zadnjih dneh ni imela dostopa do podnebnega vrha, se mora sedaj dvojno potruditi. Vsak izmed nas mora poskrbeti za to, da bodo naši voditelji postali odgovorni. Moramo se boriti za preprečevanje klimatske katastrofe na vsaki ravni politike, na lokalnem, regionalnem, nacionalnem nivoju in na mednarodni ravni. Lahko delamo za temeljne spremembe v naši družbi ali pa trpimo njene posledice. Namreč, kljub temu, da se bodo pogajanja nadaljevala naslednje leto, je izguba pravno zavezujočega cilja vrhu v Kopenhagnu dala pečat zamujene priložnosti. Svet se mora sedaj ponovno združiti na poti v Mehiko, ker mora za zaustavitev katastrofalnih podnebnih sprememb biti sprejet pravičen, ambiciozen in pravno zavezujoč dogovor. Slovenija, 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 kulturac. Danes grem gledat Avatarja. Strong prey on the weak, and nobody does a thing. You got 1 hour. You knew this would happen? Everything changed. Jake, it's crazy here. Quaritch is rolling and there's no stopping him. We're going up against gunships with bows and arrows. Well, I guess we better stop him. Drugač pa kulture ni, ker so prazniki. Ja, prazniki so. Mi v glavnem kulture tukaj nimamo. Upam, da imate kaj vi. Okay? Še vreme. Tudi vreme je bolj tako, tudi če ga ne bi bilo. Pa še rima se. A ne, Andraž? Ok. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti, z vami sem bila Katja Buda, lepo se imejte. Adijo.